Dober dan. Evo v okviru tedna slepih in slabovidnih oziroma praznovanje stoletnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije se tudi jaz priključujem s svojim predavanjem na temo zdravje kot bolezen, nasproti zdravju kot ravnovesje. Ta tema naj bi nagovorila vse ljudi, ne glede na okvaro vida ali ne okvaro vida, in na ta način želim pokazati, da smo vsi na nek način enaki v osnovi. Drugače, moje ime je Marino Kačič, sem po poklicu socialni delavec in psihoterapevt. Delal sem v rehabilitaciji kar precej let. Delal sem z otroci in mladostniki in približno 25 let delam kot psihoterapevt. Zadnjih 10 let pa delam tudi na fakulteti za psihoterapevtsko znanost kot asistent. In v vseh teh letih, tako ko sem delal, me je ta tema nagovorila, spremljala, pravzaprav tudi, kar se osebne poti moje tiče. Zakaj? Veliko knjig imamo na to temo napisano. Veliko člankov, veliko se govori o tem. Mnogo raziskav je narejeno na to temo. Pravzaprav človek dobi občutek, da je vse, kar je možno znati na temo zdravja, že povedano. Zato se bojim, da ne vem, če bom jaz kaj zelo novega povedal, ampak upam, da na en drug način. Predvsem me je pa skozi čas pri delu z ljudmi, pri psihoterapevtskem delu, ki ni več zgolj zdravljenje, ampak danes je 80% bolj razvijanje osebnosti, napredovanje boljšega zdravja, boljše osebnosti in podobno. Ves čas spremljala eno vprašanje, ena ovira, zakaj ljudje pridejo znova in znova na terapijo, pa če so bili že tolikokrat na terapiji, pa tolikokrat pri zdravniku, pa toliko vedo vsega. Torej, glede na znanje, ki ga imamo, strokovno, glede na ljudje, ki vedo o tem danes mnogo, bi v bistvu morali biti zdravi tako, kot še nikoli v civilizaciji. Vendar, če gledamo statistično, če gledamo podatke, če se obrnemo okrog sebe, ljudi, svojce in druge, ugotovimo, da je v bistvu verjetno obratno. Da smo danes imamo mnogo bolezni, ki jih pa znova in znova krpamo, ki jih znova in znova popravljamo in pravzaprav redke pozdravimo. Kako je to možno? Zakaj se to dogaja? Če toliko vlagamo v to. In skozi čas sem prišel do nekaterih odgovorov, katere bi rad podelil z vami. Mogoče bo nek utrinek, nek odsev tega drugačnega razmišljanja in tudi podelil bom z vami nek model ali okvir, ki sem ga sam razvil skozi čas, da se to zelo komplicirano področje da razumeti tudi na bolj enostaven način. Vsaj tako pravijo ljudje, s katerimi delam. Zdaj, če pogledamo, kaj je razlika ali kako lahko razumemo zdravje kot bolezen. Najbolj preprost način je to, da razumemo zdravje belo-črno. Smo zdravi, smo bolani. Imam nekaj, kar rečemo bolezen, simptom, ali ga nimam. In še nekaj, ves čas živimo tako, kot da bomo perfektno zdravi, ko se nekaj zgodi, ko se nekaj zalomi,
ko se nekaj pokvari v našem telesu ali duševnosti, pa bomo šli tako kot mehanikov in bomo popravili. Skratka, odzivamo se na tisto, kar je že nastalo. In včasih se to da, včasih se da popraviti, včasih se da delno popraviti. Vedno več je pa takih bolezni, ko si jih ne da popraviti, ker se je ravnovesje porušilo že zdavnaj prej. Bolezen, ko se pokaže bolezen, to pomeni, da je že nekaj mesecev, ponavadi pa let za nami, v kateri gre narobe nekaj. Naprimer, taka, kot je zelo znana bolezen, je rak. Vsi vemo, da to 6 do 8 let najmanj nastaja. Ko rečemo bolezen, to je samo vrh ledene gore, ki je že izbruhnil vulkan, ko se ga ne da več dušiti. Podobno je z sladkornimi, podobno je z drugimi bolezni. Leta in leta nastajajo. In ko zdravimo, pravzaprav večinakrat ne zdravimo bolezen, ampak zdravimo posledice. To je nekaj podobno kot gasilci, ko pridejo požar pogasiti, požar pogasijo, ampak hiša ostane še vedno malo požgana. Mogoče tudi še posledice gašenja. Voda zalita in tako naprej. Super, da ne gori več, to smo rešili, nismo pa rešili hiše, da bi ostala cela. Drug pogled, ki nam omogoča malo drugačen pristop, je pa pogled na zdravje kot ravnovesje. Torej, v tem primeru pa gledamo na nas, na telo, na duševnost celobitja kot neki celoto. Na eno celoto, ki ves čas deluje, ni na enem mestu, ni v nekem trenutku. To je tako kot voda, ki teče, v reka. Ves čas teče, mi ne moramo reči, da reka je na tem trenutku, ko pogledaš, ampak ves čas je v gibanju. Tudi v nas, vse celice, vsi procesi so ves čas aktivni. In zdaj vprašanje, v katero smer so aktivni. V smer tako, da nam omogoča zdravje, ravnovesje, ali tako, ki s časoma privede do tistega, čemu rečemo bolezen. In tukaj pridemo do tistega, čemu lahko rečemo, da se odločamo za eno ali drugo idejo. Tako, kot jo razumemo bolezen, kot bolezen, in se ne ukvarjamo s tem, dokler nekaj ne izbruhne, ali drugo idejo, drug pogled, ravnovesje. V tem primeru gledamo ves čas na svoje telo in sebe kot nekaj, kar je zelo pomembno, kako ravnam, kaj delam, kaj počnem, da bo jutri, pojutrišnjem, čez 1 leto, 10 let še v redu. Ne samo čez 10, tudi čez 30 in 50. In to je mogoče danes. Imamo znanje, vemo, kako to početi. Moramo pa se sami odločiti, da to začnemo. Zakaj bi se odločili za tako idejo? Zakaj sploh bi se trudili, mučili s tem, da bi zamišljali ves čas, zakaj ne bi pustil pač, kot je običajno, ko bo problem, ga bo reševal. Ne, zakaj bi naprej razmišljal, da ne bo problema? Tukaj se je izpostavilo nekaj, idej, nekaj razlogov, zakaj je to smiselno. Verjetno najbolj temeljni je ta, da na Zemlji temeljna zakonitost na planetu Zemlja je ravnovesje. Brez tega ni. Najlažje povem to, če skozi drugi zakon termodinamike, ki ga fizika lepo definira na preprost način. Ta zakon pravi, energija iz telesa, kjer je več energije, teče vedno na telo, kjer je manj energije. In to toliko časa, dokler se to ne uravnovesi. Naprimer, tisti, ki ste v srednjo šolo hodili, pa se spomnite tistih posodic z vodo. Ne glede, ki je bila posodica višina, nižina, ali majhna ali večja, tisto cevko, ki se je povezana, vedno je bilo nivo ravnovesje. Ali pa tisti, ki delate bolj na zidarskih delah, poznate tisto
vodni level. Ali pa še bolj vsi poznamo, če odprete okna pri stanovanju ali hiši, bo toplota pozimi toliko časa iztekala ven, dokler se ne bo temperatura noter in zunaj ravnovesila. Ali obratno, če poleti odprete okno, bo toplota toliko časa tekla noter, dokler ne bo to enako toplo in zunaj in noter. In podobno je pri vseh stvareh. In zato je to ena temeljna zakonitost, v kateri funkcioniramo ves čas. Tudi vemo, če nismo dovolj oblečeni, nas bo zeblo. Toliko časa oblačimo, da temperatura ne izteka ven iz telesa, zato da lahko funkcioniramo. Skratka, ravnovesje. Zdaj, drugi tak argument, zakaj je smiselno danes razmišljati o ravnovesju za zdravje. Nekoč so ljudje živeli v enem svetu, ki je bil bolj stabilen, bolj počasen, manj informacij, in zato manj stresen. Da se je nekaj spremenilo, je bilo potrebno več let. Da si izgubil službo, da si cesto naredili, da so politiki zamenjali, da si neka znanstvena odkritja nova prišla. To je vse potekalo skozi leta. Preden si prišle knjige do tebe, preden si v časopisih prebral, to je šlo počasi. In zato je tudi telo delovalo drugače. Naš organizem je bolj počasi tekel, tudi občutek časa je bolj počasi šlo. Danes živimo v drugem svetu, drugačnem času, kjer teče vse hitro. Vse se spreminja v tednih. Včasih na uro. Greš v šolo, drugi dan je že drugače, nove informacije, vsako leto. Odpreš televizijo, nove raziskave, novi dogodki zunaj, novi ljudje. Še več, imaš tablico, računalnik in informacije pritekajo, strelijo na nas, se pravi na našo duševnost, kot ene majhne bombice, ki ves čas bombardirajo naš mir, našo notranjost in nam pritehne pozornost. Nič posebno, bi rekli, praktično. Ja, za informacijo, ampak z delovanje telesa je to skozi. Povečana hitrost. Če bi primerjal prej, včasih je bilo tako, kot en počasna hoja ali pa včasih malo pospešena hoja, zdaj je pa tako, kot bi ljudje ves čas tekli. In to tekli, lahko tudi hitro tekli. In ne samo 100 metrov, ampak maraton, celo življenje. Najbrž se mora nekje to ustaviti. Ne mora to, nismo narejeni, da bi non-stop na poln gas funkcionirali. In zato se to pri telesu pozna. Zato imamo seveda cel kup rešitev za to, ampak potem znova imamo tudi probleme. In ena od možnosti, ki jo predlagam, je pogled na ravnovesje z idejo kot vitalno zdravje, pri čemer zdravje ni mišljeno kot v starem logiki ideji, da smo popolnoma brez nobenih težav kot 10-15-letnik, ampak v resnici, da smo ljudje, bi rekel, najboljša različica sebe. Lahko manjka nekomu roka, noga, lahko ima 80 let, ne more biti enak kot 20-letnik, lahko ima 35 let, lahko ima veliko dela, ampak vedno najde lahko ravnovesje znotraj tiste okolja, kjer živi sam, znotraj tiste starosti in možnosti, ki jih ima. In to ravnovesje omogoča najboljšo različico sebe. Če delajo organi relativno v redu, če niso vedno na 110 gas, ampak na 80, 70 včasih na 110, potem bojo delali optimalno. In če delajo optimalno, bomo tudi mi funkcionirali optimalno. In zato lahko uporabljamo to idejo ravnovesja.
Katere stvari naj bi pogledali za ravnovesje? Tukaj sem izbral 5+1 področje za to, v katerem ljudje funkcioniramo. Mišljenje, vrednote, občutki in čustva, prehrana in energija, voda in tekočina in gibanje in aktivnosti. To so 5 področij, v katerih človek funkcionira. 6 je pa še prostor in čas, v kateremu dejansko funkcionira. In zdaj, če pri vsakem nekaj naredimo, v toku dneva in časa, je dovolj, da bomo v ravnovesju. Ni potrebno zelo veliko funkcionirati. Bom pol pokazal kasneje. Zdaj pa gremo samo malo skozi to, kaj mislim. Mišljenje in vrednote. Ni vseeno, kakšne vrednote imamo, kako razmišljamo. Če mi imamo lahko idejo, da je zdravje zelo pomembno. Ampak, če razmišljam, nič, enkrat se živi, dajmo se ga najesti do kraja. Okej, ampak če ga se najem 2-krat, 3-krat, 5-krat, 10-krat, telo mora delati ves čas prekomerno. Mora delati ves čas, se čez noč ne bo regeneriralo, se ne bo ustavilo. Ali pa če razmišljamo o tem, da je dobra hrana samo tisto, kar čutimo v grlu, okus. Ne razmišljam pa o tem, da je dobro za zdravje, kaj je v želodcu. To pomeni, da pojemo lahko veliko dobrega za okus, kar je pa lahko za telo manj dobro, lahko celo zelo nedobro, lahko celo škodljivo. Veliko stvari, ki jih dobimo danes v trgovini, v katerih izdelajo zelo dober okus, so v resnici škodljive. In zato predlagam jaz, da ko jemo, razmišljamo, da je dobro v grlu in da je dobro tudi želodcu, za želodec, torej za zdravje. Če oboje pomislimo in če se oboje koliko toliko prekriva, potem bomo verjetno brez posebnih stvari tudi na dolgi rok funkcionirali v redu. Občutki in čustva. Imamo različne toku dneva, različne stvari doživljamo. Lahko nas je strah, lahko nas na delovnem mestu pritiskajo, lahko pridemo domov, nas čaka še kup dela, otrok in še hočejo namesto, da bi 5 minut počivali, je treba že spet gas do konca. Prej smo delali 110 na uro, zdaj pa spet 110 na uro. In potem zvečer je treba še kaj pripraviti za drugi dan službo, ali pa skuhati, ali pa za študirati. Tako nekako funkcioniramo ves čas na polno. In pol, ko zaspimo, pademo dol in zjutraj se zbudimo spet utrujeni. In pol ljudje pridejo k meni in rečejo, čudno sem, jaz sploh se ne morem spočiti. Ja, seveda ne. Se ne more, zato ker če prineseš s seboj 2 toni materiala in da bo čez noč se regeneriral, ga ne more telo predelati. Toliko ni narejeno za to. Moramo sproti nekaj delati. In lahko to naredimo. Pravzaprav imamo že vgrajen v sebi mehanizem, ki nam to omogoča. Rečemo mu cirkadiani ritmi. Tako kot je luna na mesec, ženske to dobro poznajo, moški tudi. Po razpoloženju, volji in občutkih. Tako so tedenski ritmi, so dnevni ritmi budnosti in spanja. In tako je tudi v toku dneva. Vsi poznamo tisto, k čemu rečemo REM faze, ko po noči sanjamo, v nekem delih pa globoko spimo in se nič ne dogaja. Pa sanjamo, pa globoko spimo. In isto je v toku dneva. Smo zelo aktivni, pa malo pade dol. Pa smo zelo aktivni, pa pade dol. Kako to poznamo? Tako, da se človeka vidimo, ko se malo zamisli, malo se odklopi. Aha, kaj si rekel? Tako, kot bi malo odplaval. In to je v bistvu način, kako telo se za malo sprosti. Za 10-20% odklopi, da se lahko regenerira. Ampak kaj naredimo v naši družbi, kakšne vrednote imamo? Tako, da rečemo,
A me poslušaš ali ne poslušaš? Kje si zdaj? Sploh nisi prisoten, reče učitelji učencem. Kaj zihaš? Namesto da bi rekli, super, evo, ima fazo odklop. In to približno 90 minut se dogaja. Gor, 90 minut in nazaj dol, gor, dol. In to par minut poteka, se telo regenerira, se telo toliko spočije, da lahko spet funkcionira ta duševni del. In to je en način, ki ga mi lahko samo sledimo in ni treba pravzaprav nič nam narediti. Da se čez dan ta stres sprosti. Imamo pa še cel kup drugih stvari, seveda, ampak to je že vgrajeno v nas. Samo da sledimo in da vemo, da to ni narobe, ampak obratno, da je to koristno in dobro. Čeprav nam govori obratno. Prehrana je energija. Tu imamo v telesu, zelo pomembno je, kaj damo v telo. Govorili smo o prehrani, že prej sem malo omenil prehrano, ampak ne gre zdaj samo, kakšne vrste prehrano damo v smislu dobro, slabo. Danes vemo veliko več o tem, da nam telo oblikuje celo razpoloženje. Naprimer, v prebavnem traktu in za imunski sistem so bakterije, pravzaprav mikroorganizmi, 4 vrste so bakterije, arheje, virusi in glive, in vse te imajo funkcijo, ki so zelo pomembne. Zdaj je zelo aktualno, da slišimo o virusu, ki je slab in škodljiv in nevaren za nas. Res je. Nekatere stvari so škodljive in nevarne. Ampak teh je v resnici zelo malo. V našem telesu imamo ogromno bakterij in virusov, brez katerih ne samo, da so dobre in koristne, brez katerih ne bi preživeli niti meseca. Naprimer, naše telo sploh nima gena, da bi sprožil obnavljanje črevesne sluznice, debelega črevesa. Sploh nimamo gena za to. To so šele nedavno nazaj odkrili. Kako pa sploh preživimo? Tako da nam bakterija posodi gen, da sproži obnavljanje črevesne sluznice. In tako imamo v bakteriji cel kup, ki nam sploh omogoča, da živimo. Mimogrede, bakterije imamo v telesu po kilaži 4-5 kilogramov, 6-7 tudi na telesu skupaj, ampak po številu celic je razmerje 1:9. Pravi, 1 celica na človeško, 9 celic bakterijskih oziroma mikroorganizmov. Približno 100 milijard je človeških celic in približno 900 milijard je celic bakterij, virusov, arhejev in tako. In brez tega ne bi preživeli. Naredijo nam vse, presnavljajo hrano praktično tako nekoč. To je, da ne vemo. Celo to, da nam določajo karakter, značaj, kako ravnamo nekaj. Nimamo časa, da se to poglobimo, ampak je zelo, zelo zanimiva stvar. Skratka, danes vemo, da skupaj to je en organizem. Naše telo in to skupaj živi, eno brez drugega ni. Zakaj sem to omenil malo bolj dolgo in široko? Zato, ker kakšne sestave teh bakterij, virusov, arhejev, ki nam pomagajo živeti, imamo v telesu, je odvisno od tega, kakšno hrano stavimo v telo. Če stavimo zelo veliko glukoze, sladke hrane, hidratov in tako naprej, bomo imeli zelo veliko te vrste bakterij, ki to razgrajujejo. In sčasoma se nabere te vrste veliko tega in one, ki so nam bolj koristne, jih je manj. In mimogrede, včasih smo mislili, da je problem sladkarij v glavi navada. Ne. Bakterije rabijo sladkarijo, če jih toliko razvijamo v črevesju. One kričijo, vpijajo, rabim hrano, sladko. Seveda ne vpijajo z glasom, ampak tako, da nam preko živčevja v možgane sporočijo občutek, rabiš sladko. In tako nam delegirajo, kako se obnašamo. Ampak in zato je tako pomembna ta hrana, veliko več kot samo to, skratka, kaj damo kot koristno za zdravje, ampak je tudi to naše počutje, danes vemo, celo depresija in vse to izhaja iz tega, kakšno strukturo
prebavnega traka imamo. Voda in tekočina. Naslednja. Voda in tekočina. Zdaj voda ni samo tako žeja, seveda je žeja, ki nam pove, moramo nekaj popiti, rabimo vodo, ampak ni zgolj zato, da bi splakala nekaj iz telesa ven, kot smo včasih bolj mislili. Ja, je čistilno sredstvo, ampak ima še 600 drugih funkcij in možnih spojin. In nekatere so zelo pomembne za delovanje našega organizma. Recimo, vsi vemo, da če je premalo vode, lahko imamo glavobol. Kar nekaj ljudi sem srečal, ko sem delal z njimi, ki so prišli zaradi migrene, da bomo delali terapijo zaradi migrene, in je preprosto se pokazalo, ko smo naredili ta pregled vsega tega, kar zdaj govorim, bom pokazal, kako pol to delam, da pravzaprav je bila glavna stvar pomanjkanje vode. Če ni vode, lahko imaš glavobole. Ni nujno, ampak recimo. Spadanje las in cel kup stvari lahko, ker pač ene funkcije ne delajo v telesu dobro. Zdaj, zakaj pa omenjam vodo? Zato, ker voda ni samo, kot sem rekel, čistilno sredstvo, je pomembno. Pomembno tudi, če si predstavljate, kakšno vodo zlijemo noter. Jaz včasih rečem z ljudmi, meni, če si predstavljam, da je v telesu, pravijo, 70% mojega telesa je voda. Ni meso, voda. In ni mi vseeno, da bi jaz zlil eno kalužasto vodo noter v telo, da bi jaz bil kaluža. Malo nelagodno se počutim s to mislijo. Ali pa pesticide, kemijo in tako naprej. Ne počutim se čisto dobro, če pomislim moje telo 90% voda. Jaz, da to zlijem v telo, to mi ni, no. Ampak če gledam celostno, potem imam v mislih tudi telo, kaj zlijem noter, smo rekli, ne samo okus. Ne? In verjemite, da če veš, kaj zliješ noter in če dobro zliješ noter, tudi telo je razpoloženje drugačno. Tudi mišljenje, tudi čustvovanje, vse to. Ker je to povezano med sabo, kako tečejo procesi. In mogoče še ena taka od vode. Temeljna, na katerem je nastalo vse življenje, pravijo na planetu Zemlja, je vodik. Iz njega je nastalo življenje. V vodi. Temeljni element. In temeljni element vode je vodik. Torej, voda ni samo čistilno, je osnova življenja. In zdaj, če mi pijemo slabo vodo, tudi če ne vidi slepa, ampak če je nasičen, ta element vodika s klorom in tako naprej, pač voda ni živa in ne dobi telo tega. Naslednja stvar, gibanje in aktivnost, področje. Gibanje in aktivnosti. Narejeni smo, da gibamo. Narejeni smo, da funkcioniramo. Tako, da je ves čas neka aktivnost. Seveda je problem, če je prevelika aktivnost, da zgorimo, strošimo se in delamo. Problem je enako, če ne gibamo, če smo preveč sedeči, če ves čas sedimo. In kultura in način naše generacije je mnogo poklicev sedečih, rečemo danes. Da delamo za računalnikom, za pisalno mizo, za televizijo in tako naprej. In potem pridemo domov vsi utrujeni in se usedemo za mizo, jemo in tako naprej. In potem, ko smo utrujeni od hrane, še se usedemo za televizijo in poslušamo in gledamo in se malo spočijemo in spet sedimo. Telo ni narejeno za to. Zato imamo nešteto dokazov. En preprost je tak, da tisti, ki ste imeli roko kdaj ali nogo ali tako v gipsu ali pa kakšna svojca opazili, da je imel en teden v gipsu roko, nogo, je mišica atrofirala, se zmanjšala. Zakaj? Ker ni delala. In vse tako deluje. Vse stvari v telesu. Če ne delujejo, če ne rabajo, atrofirajo. Se krčijo. Vključno z možgani. Tam se krčijo možganske povezave. Ker telo je zelo rentabilno. Naš organizem. Dela tisto, kar mora, vse, kar je odveč, da na stand-by in če dolgo časa ni, potem pa izklopi.
ne uporabi. Torej, to pomeni sklopi razgradi in celice ponovno uporabi, reciklira, ker celice se reciklirajo. Ne? Večina, kar je uporabnega. Zdaj, to zelo, mi nekje bivamo ljudje v prostoru in času, bivamo v fizičnem prostoru, torej nekje je zrak, kakšna je energija, koliko je plastike, koliko je umetnega vdihujemo to noter, koliko sevanja je. To vse vpliva na nas. Ne tako, da bomo zboleli, ne tako, da bomo padli na tla, ampak računajte skozi nek čas, dan na dan, teden na teden, mesec na mesec, mesec na mesec. Rekli smo, rak, sladkorna in to, večina, če ni dedno ali ob rojstvu ali kaj podobnega, če je v nastajanju, to nastaja približno nekaj let. Ne, tipične bolezni nastajajo tam 5 do 15 let. Ne? Zato tudi rečejo, da nas včasih sej oni, ima 70-60 let, pa zdrav ko riba 80. Ja. Ampak tisti ni v mladosti živel v takih časih, v takem okolju. Ne? Tisti, ki pa so, pa mogoče niso tako zdravi. Skratka, skozi čas stvari potekajo. Zdaj, da se bomo to lažje zapomnili, vse te zakomplicirane stvari, ki sem jih povedal, pa sem se šele samo dotaknil. Sem skozi čas si spomnil, pravzaprav v stiski sem si spomnil, ko sem enkrat delal z nekom, kako to povedati preprosto, da lahko to povem skozi roko ali metaforo roke. Ne, vsi imamo roke in če si roko zdaj predstavljamo, da je date na trebuh, na trebušni del in lahko to gledamo tako. Ta prvo tisto področje mišljenje in razmišljanje, palec, ki gleda, kaže gor, v glavo. Ne? Kazalec, občutki in čustva, ki kaže na to raven, se pravi, prsni koš. Sredinec, ki je nekje na sredini in kaže tukaj na trebušni del, torej hrana in energija. Prstanec, ki kaže malo bolj dol, se pravi ta del, kjer so tekočine, mehur, voda, podobno. In mezinec, ki kaže dol proti nogam, gibanje, aktivnost in tako. To si lahko vsak zapomni. In toliko dneva pomisli, kje sem zdaj nekaj naredil za teh 5 stvari. Mogoče sem kje pretiraval. Naprimer, neredko pride k meni pa reče, je športam ogromno. Ogromno sem hodil, hrano sem naredil vse. Super, reče mi. 2 stvari. Ja. Skrajno veliko. Kaj pa ostale 3, poglejmo. Ja, ni nujno, da so. Že v stresu funkcionira, zato hodi teč, ker je v stresu. Torej vrednote, kje se sproščaš in tako. Skratka, ni zdaj, če reče nekdo ali pa mislimo, na eni stvari naredimo ogromno, naprimer na hrani, ali pa na čustvih eni velik del, ali pa na razmišljanju, ali pa gibanju, zelo velik. Ampak če na eni stvari naredim, s tem nisem ravno vesel naredil, sem ga podrl. Tako od roka. Tako je bilo. Če nategnem do konca, morajo tudi drugi do konca iti. Torej, ravno obratno, kot bi se na prvi pogled zdelo. Nekdo so športniki, pa super, ali pa rekreativci, v redu, to je lahko dobro, ampak ni nujno samo po sebi dobro, če niso tudi ostale stvari. Dostikrat delamo obratno, da pol malo popusti pri teh, pa pri drugih nekaj naredi. Tako pride do ravnovesja. Mi ljudje lahko za minimalno spremembo, ni potreba zelo veliko truda. Naj vam dam primer, gospod, ki je, takih je kar precej, ampak eden je prišel na misel, ki so ga poslali iz urgence, kliničnega centra na psihoterapijo, ker je imel srčni infarkt, zdaj govorim, to je bilo že v preteklosti, ampak pol leta, 4 mesece prej je prišel pol na terapijo.
In po prvem srčnem infarktu so naredili, kar so lahko zdravniki, in pa šel domov. In po tistem je še 2 meseca prišel tja na urgenco z enakimi znaki in simptomi, da ima spet infarkt. Isti občutki, isti simptomi, vse. In seveda je bil alarm in to, ampak vsakič so ugotovili, da ni nič narobe. Fizično so v redu. Torej je psihično, rečemo temu. In to so, temu se reče pol panični napadi. Delali smo na teh stvarih, paničnih napadih, in to je tipična taka psihoterapevtsko delo, nič posebne, ampak jaz se nisem lotil psihoterapevtsko, klasično zgolj simptome delati zdraviti, ampak sem po temu modelu, ki sem ga zdaj povedal in še pokazal naprej, vse te 5 ravni smo pregledali, kako funkcionira in kaj ne funkcionira, in na vseh 5 smo hkrati malo delali. Pogledali smo hrano. Ja. Imel je enih 25 kg preveč. Torej je bilo treba malo narediti to. Gibanje, se ne morem gibati. Treba spraviti gibanje v pogon. Malo, ne veliko. Ampak ne samo zaradi teže, tudi zaradi srca. Žile in srce ne funkcionira, se skrčijo, postanejo trde in potem počejo, če nismo aktivni. Žile morajo biti elastične, da delajo. Pogledali smo občutke in čustva. Grozno, strah, panika je bila, zato je tudi prišel. Si predstavljate, da bo spet se ponovilo. Ampak nismo samo to. Bilo je tudi prej že, pred srčnim infarktom doma težave. Mišljenje, kakšno mišljenje? Delati mora, to je vrednota. Delati. 5 minut pauze, ne. Kako si vzameš pauzo? Tako, da si usedem pa en pirček spije. Super. Ampak to prispeva k zdravju? Ne, ampak počutim se bolje. In tako smo na vseh teh 5 stvarih, plus prostor, to je pa roka, kot celota, na vseh 5 stvarih smo zastavili, da je neko si zastavil en majčken cilj spremembe. Samo malo. Jaz pravim 2%. Ne 50 in 100. Ker če začnemo 50 in 100, tega ne bo nihče naredil. Takih poznamo, vsi imamo te izkušnje. Si za obljubo naredim, za novo leto bom pa res naredil. Delam en teden, 14 dni in neham. In to niti ni čudno. Zato, ker imamo tako narejeno v sebi, da nas ustavi to. Če skočimo, temu rečem, je svetovni rekord. Če si predstavljate, da je nekdo, ki se uči, ki se začel učiti skakati višino. En fant majhen, ne vem, ali mlad. Prvič pride tja in da si bi postavil cilj lestvico na 2,40 metra, kot je svetovni rekord. Kaj bi se zgodilo? Enkrat, dvakrat, trikrat, 10krat poskusil in pa bi rekel, se ne da, ne gre, nehamo. Lestvico treba spustiti dol, kam, eni rečejo, da tja preskočim. Ne, še malo nižje. Zakaj pa? Zato, da lahko skačem brez težav, da se počutim dobro, da je užitek, da je zadovoljstvo. Grem hoditi toliko, koliko je rekel ta, bom hodil, zdaj bom pa hodil 2 kilometra na dan. Ne, sem rekel, to bo preveč. Ne, 2 kilometra pa bom že. Ne, dajmo se zmeniti 500 metrov hitre hoje. 500. Zakaj? Zato, ker 500 metrov lahko naredi brez, da bi se telo upiralo. Brez, da bi se v njemu nekaj uprlo. In se bo počutil v redu. In če bo naredil en dan, 5 dni, 10 dni, 500 metrov hitre hoje, bo čez 14 dni naredil malo več, tako malo. Tako kot da oni skakal v višino. In temu človeku smo tako zastavili vse skupaj, in seveda še to druge stvari, na vseh 6 področjih nekaj. In mislim, da je bilo v 5 mesecih, je bil človek v redu, pripravljen za delati, pripravljen za akcijo, za službo, za vse. Potem smo podaljšali še za 2 meseca, smo delali še na nekaj, kar je bilo njegova stvar že odprej. Se je znojil okrog vratu po noči in tako naprej, in pa smo še to uredili. Ker ni bilo sicer problematika, ampak boljše spanje, čez noč, regeneracije in tako. Zdaj seveda,
Ni tako preprosto, za vsako od teh 6 stvari imam odgovore, kaj treba narediti, katere stvari je potrebno poštevati in kaj dodati ali odvzeti, zato da pride do teh sprememb. Ampak bistveno je ravnovesje. Samo malo in pride do ravnovesja. Samo malo. In to zmore vsak. Včasih mi kdo reče, ne morem. Zakaj ne? Ja, zato ker, ne vem, nimam gibanja. Ali pa nimam denarja. Tle ne rabiš denarja. Rabiš samo male spremembe na vsaki od stvari. Eni rečejo, ne morem gibati. Ali pa ležijo, so na postelji. Ne morem gibati. Ja, lahko gibaš. Ne moreš teči. Lahko gibaš pa tako, da mišice stiskaš. Ne? Eno spužvico v roke pa stiskaš. Ali pa ti damo elektromagnetno stimuliranje. Skratka, vedno in za vsakega se lahko najde odgovor za vseh od teh 6 ravni. In mora privesti do rezultata. Ni druge. Seveda rezultata, kot sem ga postavil na začetku, da je najboljša različica sebe. Optimalno ravnovesje v sebi. Ne idealno, kot otrok 10-letnik. Gremo naprej. Tukaj imam eno tabelo, ki jo kadar jaz delam, vsak človek dobi in to tabelo si zapisuje. Ne, stvari, vidite, na levi strani so te področja, ki tudi prst, kazalec, sredinec, to, kar smo zdaj govorili, prstanec, mezinec in cela dlan. Desni strani sta pa 2 prazna stolpca, eden je za zdravje, eden je za bolezen. Torej, mi vedno nekaj delamo. In s tem, kar delamo, vlagamo ali v zdravje, ali v bolezen. Ni nevtralnega. Ne? Če pojem nekaj, kar je koristno, bom zdravje. Če pojem nekaj, kar je škodljivo, vem, da je, ampak ne čutim, da je škodljivo. Ampak to je vložek v bolezen. Ki se ne bo videl danes, ampak če zlagamo v nekaj letih, pač je vložek, tako kot je vlaganje v zdravje, je vlaganje v bolezen. Ne gre, ni nevtralnega. Karkoli in za katerokoli stvar to velja. In če začnemo tako tabelo se pravi, pisati noter, kaj počnemo toliko dneva, ne, ali pa tedna in meseca, tako da izlučimo ključne stvari. Potem je en pregled tega, naših početij, se pravi, kako razmišljamo, kako čutimo in kaj s tem naredimo, kako s hrano, pijačem, to vodo, gibanjem tem in prostorom tudi, kako smo. Če to spremljamo mesec, ne, zapomnimo, vidimo zdaj, kaj je naše delo za nazaj, koliko je bilo vložka za zdravje in koliko je bilo vložka za bolezen. Ne moramo tiščati glavo dol in reči, ne, sej, če sem malo, to ni nič. V redu, ni nič, ampak se nabere lahko. Mogoče pa ne, mogoče sem tu že tako naletel, da je imela gospa občutek, da veliko samo slabo dela, pa nič dobrega, pa se je pokazalo, da niti ni res, da je veliko tudi dobrega. Sem da pač razmišlja bolj o tistem slabem. Da so pa veliko tudi dobrega in je bilo treba samo ravnovesje narediti. Ne? Se pravi, nekaj vzeti od vložka v bolezen in dati na stran zdravja. Mogoče včasih tudi vzeti na stran zdravja, in ker je preveč. Včasih je preveč. Naprimer, nekateri pijejo preveč raznih dodatkov, prehrambenih in podobno. Lahko so v redu in super, celo nujni včasih. Ampak lahko so pa tudi nekoristni, če je preveč. Sem nekomu že počel, ko so mu lasje izpadli in dolgo časa nihče mogel ugotoviti, zakaj izpade lasje. Preveč B vitamina je konzumiral. Obraten efekt. In skozi to bi rekel,
zemljevid lastnega početja v tej tabeli smo odkrili, kje so zdaj tiste stvari, ki nekaj proizvajajo, nekaj, kar ne bi mogel nikoli pomisliti, da je nekaj narobe. Sam človek. Niti jaz ne. In zdaj spodaj na dnu tabele vidite tudi, da je tako še tretja dimenzija, tako, potovanje skozi čas. To ni nekaj statično, to ni nekaj, kar bi bilo tako kot zdaj presekamo, naredimo nek presečišče nekega trenutnega danes, ne. Človek se spreminja skozi čas in potuje in zato se tudi spreminjamo skozi čas in skozi potovanje se lahko spreminjajo ene druge stvari, s tem, da moramo v prostor pisovati tudi ali pa si ogledati stvari, ki jih počnemo v službi, v življenju in tako. Ker kontekst, kot rečemo, se pravi okolje, v katerem bivamo in živimo, ta mnogokrat določa, sili v nekaj, nas prisili, da nekaj počnemo, če se posebej ne orientiramo ali razmišljamo, da bi nekaj spremenili. Gremo malo naprej. Tisti, ki bi se želel malo koristiti teh idej, ki sem jih do zdaj povedal, lahko začne tako, da začne razmišljati, kakšen bi želel biti čez 2 leti, 5 let, 10 let, 20, ko bom star 70, 80. Ker danes vemo, vse raziskave, vse knjige kažejo, da mi lahko naredimo največ, ko smo mladi, ali pa ko imamo 40, 50 let, takšni, kot pridemo tja, tam bo težko spreminjati. Marsikaj se da, ampak bo težko. Če tukaj prinesemo, pripotujemo relativno ravnovesje v sebi, ali pa vitalno zdravje, potem bomo tudi na tista leta, potem 70, 80, 90, mogoče 100 in več, to se obeta, je realno možno, bomo prišli tja in potem bomo tam funkcionirali dosti bolj zdravo, v smislu ravnotežja, funkcionalno. In zdaj pri tem pa moramo narediti en razmislek pri sebi. Koliko sem pripravljen vlagati v zdravje in koliko sem bolezen. Če mi nekdo reče, saj ni nič bolezen. Ja, kako da ne? Vse, kar delaš, da ni za zdravje, je za bolezen. Reče pa se pokadim 2 cigareta. Saj vem, 2 cigareta ne pomeni nič. Ampak če štejemo jih, 10 let, tako naprej. Ali pa pač pojem par konzerv. V redu, saj to ni veliko, res ni veliko. Tam so aditivi noter in se nabira, eni ne grejo ven z telesa, se kopičijo skozi leta. Jaz nečem reči, da ne smemo nič. Ravnotežje je ravnotežje. Ampak koliko je na eni in koliko je na drugi strani. Zato je tudi tam gor številka, vidite, -1, -2, 5 in +1, +2, +3, 4, 5. Tako da neko ravnotežje, ker pol si lahko privoščimo tudi kaj tistega, kar je bolezen, če je na tej strani dovolj za zdravje. Tako kot ena tehtnica. Samo na vseh področjih mora biti, ne na samo enem. Ja, kaj moramo vlagati? Predvsem navade, predvsem način razmišljanja moramo, se pravi tisto, kar je palec spremeniti na prvem mestu. Ni to, da se ne da živeti, ni to, da se ne da drugače, ni to, da ni mogoče, ko je rečil, kaj sem rekel že prej, nimam denarja. Seveda je težje, če nimam denarja, gotovo se marsikaj da. Ampak dosti smo pogledali, koliko kavic piješ na dan, koliko cigaret pokadiš. Če to sešteješ, je na tej strani kar veliko. Velikokrat nastane to na tedenski ravni po 50, 60, 70, 80 evrov.
Ne, in pa vprašam, koliko si pripravljen od tega vložiti v zdravje? Ne vse. A si pripravljen 10%, 10 evrov? Ja, to bi šlo. Ok, damo na stran. Na drugo stran, kaj bomo za te 10 evrov kupili, da vam bo koristilo? Ne? Pogledamo zdaj, kaj manjka. In to je iskanje ravnovesja. In vedno se da. Če se človek za to odloči in želi. Kako čas, ne, rečejo, nimam časa. Tudi sam sem bil med takimi. Nisem imel časa nikoli, da bi šel na rekreacijo hoditi. Se mi je zdelo, da če bo to, pa kam bom še to stisnil, kam bom to spravil. To je bilo nemogoče, da bi si zamislil, da bi šel tako, kot hodim danes 3-krat na teden ali pa 4-krat včasih na rekreacijo. To ni bilo prostora v mojem svetu. Dokler nisem v enem trenutku začel opaziti znake telesa, ki kažejo, da to v parih letih ne bo prineslo nič dobrega. Ne, in seveda vmes je tudi teža, ne, dvigala in tako naprej. Potem pa v tem trenutku rekel, čak, hops, ne, bom najdel čas. Najdel se čas in sem ga počasi najdel. Torej, to pomeni pomeni v svoj urnik vgraditi nekaj časa. Ne spet ogromnega, spet tisto, ne svetovni rekord, malo. Ne vem, začeti za 10 minut, 15 grem okrog bloka hoditi, okrog hiše ali pa nekam, ne? In po možnosti tam in tja, kjer je nekaj prijetnega, da se ob tem dobro počutim, ali pa z nekom, s katerim se dobro imam. Ali pa najdem nekaj, kar mi je ugodno, zato da se mi ne upre, ker če se mi upre se pa takrat, kadar je preveč, ali pa kadar okoliščine niso v redu. Ne? Če se upre, potem ne bom dolgo delal tega. Ne? Volja pomaga, ampak pol treba trošiti 2-krat več napora. Evo, tukaj sem napisal, da je 2 do 5% truda potrebno. Ni potrebno več. To je tisti ključ, ki sem ga ugotovil skozi leta sam pri sebi, slišal sem tudi prebral, ampak najprej gotovo na sebi in tudi ko delam z ljudmi zdaj znova in znova, kaj je glavna stvar, da jih brenzam. Torej, da ne 10-50%, 2 do 5%, samo toliko, da lahko se premaknejo. Samo toliko, da vložijo. V katerihkoli stvareh 2 do 5%. To je dovolj, da se stvari spreminjajo v telesu in dovolj, da človek najde, kot smo rekli, čas, energijo, finance, možnost nekam iti. Ali pa čustveno. Včasih študenti delam pa rečejo, ja, ne morem nekaj povedati, me nerodno, me je sram, me je strah. Ok, a lahko samo malček čez svojo mejo za 1%? Ja, to bi pa šlo. Super. Saj samo to. Več ni treba. Samo 1% čez svojo mejo. Ok, narediš enkrat enega, pa 2-krat po enega, pa 2-krat. V enem letu jih narediš jih tako 80%. Ne da bi opazil, da si jih naredil 80%. Ne, ker delaš po mini korakih. In to je princip, če hočemo velike stvari doseči, mini korake. Male premiki. Ne, tukaj sem napisal na mesto agresivne aktivnosti, bozi športa, hrane, diet, vse mogoče stvari imamo, da ki nam pišajo, kaj bo vse rešeno. V redu, zaradi mene, lahko se lotite, ampak moje izkušnje s seboj in z vsemi drugimi, ki sem delal, kažejo boljši in dolgotrajnejši rezultat. In tudi pri tistih, ki je izgledalo, da ni mogoče, če delamo počasi, po malih in na vseh ravneh, seveda. Zdaj sem se spomnil na eno gospo, 3 mesece nazaj, okrog novega leta je bilo, 130 kilogramov, ne vem, kje je že vse bila. Jaz jo nisem fizično nikoli srečal, smo samo delali prek online, zdaj, ko je bilo ta korona in to, karantena, po tem modelu in tako.
gospa ima danes 104 kg, hodi, že teče po kilometer, 2. Tisto, kar sem jaz mogel, sem mogel brenzati jo. Ker ona je hotela vse naenkrat. Ne. In ves čas spodbujati, da je na vseh ravneh konstantno delala. Ima zdaj kilažo bistveno nižjo, nima take kot še ok, ampak to je teh par mesecev odlično, ker je bolj stabilno, ima kondicijo, hrana je veliko boljša, je rekla, ja nisem vedela, da je sploh tako dobra hrana, če lahko, da se da iz zelenjave in začimbi in onih stvari in ne, na primer hrano, kaj pri njih, namesto takega zrezka pa toliko zelenjavce zraven, 3 grižljaje, je zdaj toliko zelenjave, pa takšen zrezek, obratno razmerje. Ampak ne brez okusa, vse ima zelo dober okus. Ne? In uživa tako pri hrani. In jaz tudi, no, jaz pa jem še manj mesa ali nič. No. Tako da na vseh ravneh je zelo, zelo napredovala. In z minimalno, in še to, brez dela je gospa. Službe nima, torej brez denarja, tako rekoč, z otrokom. Brez denarja je ta napredek. Tako da, če lahko ona, ne vem, če še kdo drugi ne. Kot tukaj še dodatno je napisano, to bolj ponovim, ker je treba znova ponavljati, na enem področju veliki trud, ne samo, da ne prinese rezultata, lahko ga celo prinese v smer bolezni. Torej, eno področje ni rezultata pravega. Je, ampak ne pravi. Na dolgi rok gotovo ne. Na vseh področjih nekaj in bo rezultat prišel, vsaj do zdaj je prišel po vseh. Gremo naprej. Tukaj je nekaj idej, možnosti, kako delati, kaj početi, kako zagrabiti. Kombinacija naravnega in civilizacijskega, sem napisal, to pomeni nekaj, kar imamo že v naravi in vsakdanjosti, nekaj pa še kakšni dodatki in podobne pripomočke in zadeve, ki jih lahko ali ne. Če najdete, ne vem, če imate zelo dober zelenjavni vrt, ima pa vse dobro, super. Ne? Če ga pa nimate, pač ga ni. Ne? Z enega umetno gojenega gojišča ne moremo dobiti. To pač povejo, ne? Nekaterih nujno pomembnih sestavin v telesu. Palec, smo rekli, mišljenje. Lahko se samo reguliramo, sami spreminjamo te stvari, vzdržujemo in skozi čas po malem spremenimo. Zdaj, če ne gre, če ne moremo, je vredno najti nekoga, ki pomaga. To ni nič posebna, nobena sramota, kot smo včasih mislili. Jaz mislim, da je obratno. Jaz take cenim, ne? Ker hočejo nekaj narediti, če ne po eni poti, pa po drugi. Važen je rezultat, cilj in dosežen cilj. Drugo, občutki in čustva, ultradiane ritme sem že omenil, razne oblike sproščanja, razne oblike predelovanja. Tega je danes ogromno, od bolj preprostih do bolj kompleksnih, da se da na YouTubu poslušati glasbo, kakšno tehniko se vključiti nekam, sproščati. Tudi gibanje določeno sprošča, ne? To je zelo pomemben del sproščanja, če je intenzivna hoja, 5000 korakov recimo, ne? To precej sprošča. Delno pa tudi upoštevanje ultradiane ritme, smo rekli, vsaki 90 minut, to pade dol. In če samo temu prisluhnemo in si vzamemo 5 minut, 3, ne, da ne forsiramo, že to smo naredili precej. Včasih ne moramo, včasih se ne da, ampak veliko se pa da. Polnovredna hrana, prehrambeni dodatki. Polnovredna hrana, zdaj tu zelo spolzek teren je v tem. Ogromnega napisanega, ogromnega povedanega. Jaz 10 let
borim in iščem po knjigah, berem, povezan sem z drugimi ljudmi po svetu, v neka mreža ljudi, da se delimo informacije. In še vedno je veliko vprašanje, kaj je bolj prav, pa kaj ni bolj prav, ampak nekaj pa gotovo vem, no. Da če prisluhnemo samo občutkom telesa, bomo gotovo svalili. Eni rečejo, prisluhen telo vse ve, kaj je prav. Ja, telo ve, ampak za tiste čase, ki je živelo, ko so ljudje živeli v enih drugih okvirih. Za tiste čase ve. Za te čase in za to, ko mi zdaj živimo, ne ve. Oziroma ve dosti celo narobe. Torej moramo kombinirati razumevanje in tudi prisluhen telesu, kombinacijo. In če zdaj, po drugi strani zdaj moramo nekaj dodajati. Teh dodatkov in tega je ogromno. In več let sem porabil res za to, da sem se poglabljal to in na koncu sem odkril, nujno rabimo kaj, ampak vse povsod pišejo, da je vse super. Kako ne vem, če je res super? Ne vem. Ne vem in ne morem vedeti po tistemu, kar je povedano. Treba kakšna druga pot najti. In jaz sem jo pač najdel skozi ta model, ki ja vam zdaj prikazujem. Tudi za ta del so neki, bi rekel, mere, koliko je res potrebno, če je potrebno. Nekatere stvari so potrebne. Velikokrat je pa malo trženje, tudi to. Danes se pač, vemo, trženje glavno, bi rekel, glaven način trženja je eden in edini. Zapeljati človeka. To. Da ima občutek, da to rabi. In to velja od začetka do konca povsod. Zdaj, informacije, ki jih preberemo, pa sledijo temu. Če imamo občutek, da rabimo, potem se bojo prilagodile našemu razlagu. Razum, razlaga vedno sledi občutku, našemu tistemu, kar imamo od zadaj, doživljajskemu svetu. Razumski svet ni neodvisen. Vedno je v najboljšem primeru skupaj z doživljajskim svetom, večinsko pa sledi doživljajskemu svetu. Zato tudi pač počnemo v življenju, kar počnemo, veliko stvari, ki so nesmiselne. Polna vredna hrana, mogoče sem eno misel še za te naše bakterije in mikroorganizme, so vlaknine najboljša zadeva. Ostalega lahko, ampak to rabi največ, zato ker te bakterije, ki se prehranjujejo z vlakninami, nam delajo za nas tudi cel kup koristnih stvari. In jih nujno rabimo v velikih količinah. Ne samo to, kar sem prej rekel, tudi za imunski sistem, torej za borbo proti škodljivcem v telesu. Mi imamo samodejno, proizvajamo sami imunske celice. Velik del so to bakterije, naredijo za nas. Od tega, da identificirajo, ali je nekaj škodljivo ali ne dobro za nas, do tega, da odpeljejo, da razgradijo in tako naprej. In če imamo dober imunski sistem, to pa pomeni določene vrste bakterij v telesu, se bo telo samo borilo in zdravilo sebe. Tudi v primerih, ko gremo s pomočjo medicine zdraviti. Oboje skupaj je optimalna kombinacija. Naprimer, če vzamemo spet tak bolj ekstreme, recimo rak, telo, zdravnik nam bo pozdravil v smislu, da bo te celice, ki so rakave, odstranil ali z operacijo sevanja na kemoterapijo, večji del odstranil. Zdaj pa, da se bo telo pozdravilo, da bo zaživelo kot prej, se mora pa bo telo zdravilo. Telo samo mora to pozdraviti. Ni nobenega drugega načina. Pomaga, seveda, če se ni treba boriti za
temi uničujočimi rakom v celici zelo pomaga, ali pa sploh omogoča, da preživi. Ampak preživeti in zazdraviti se mora pa telo samo. Zdaj, telo samo pa pomeni, da imamo imunski sistem dober, da lahko pač postavi spet na noge vse, kar je škodljivo, izvrže in da se regenerirajo celice spet v zdravo obliko delovanja. In zato rabimo, tega sem pač eno obdobju delal, zdaj že 15 let ne delam tega, ampak eno obdobju sem delal, da smo tako pripravili ljudi, ki so šli na obsevanje, na kemoterapijo, da so imeli zelo dober imunski sistem, in ko so šli, so lažje preživeli in mnogim tudi lasje niso izpadli, in so zato tudi boljše te operacije, težke obsevanje šlo skozi in se hitreje pobrali. Ampak toliko lažje in hitrejše je pa tam, kjer so manjše stvari, ki niso tako velike, ekstremne, kjer so, ne vem, imamo boleči želodec, imamo stiskanje v prsnem košu, imamo, ne vem, črevesje nekaj ne dela, imamo intoleranco do cel kup hrane danes, ker je zelo, to ni naravno, da telo zavrača nekaj, kar je naravnega. Ne vem, jabolko recimo, ali pa kaj sem kaj. To nekaj ni v redu, nekaj se je podrlo zaradi našega načina življenja, kemije, ki jo stavljamo v telo in tako. In zdaj, nekaj se da narediti, mogoče tudi vsega ne, na tem področju se ne toliko poglabljam. Voda, smo rekli, če jaz kje priporočam pol izvirsko vodo, za pitje, za vse drugo, ampak zato, da pride živa voda v telo, torej, da je tudi vodik in negativni ion, ki je največji antioksidant, ki veže pol vse te odpadne stvari, da izločimo ven. Obstaja pa tudi tehnično, da pač vodo prečisti na ta način, da postane taka kot izvirska. To se imenuje ionizator. Telesna aktivnost, fitness in podobno, to je ena možnost, veliko lepša in lažja je aktivnost v naravi, ker dobite istočasno še kisik zdrav, energijo dobro, od rastlin, okolje je in to, če je le možno v naravi početi, kar se da, tisti čas, kar se da. Magari, če greste sedeti. Namesto sedeti doma, pauzo, jaz imam tako naprimer za blokom pauzo, namesto da sedim 15 minut, ali 20, kolikor si vzamem pauzo, kadar delam z računalnikom, grem dol za blok, tam je malo zelenja in se tam uležem ali usedem v travo in pač 15 minut sem tam, če je primerno vreme, seveda. Tukaj imam nekaj možnih minimalnih standardov, to pomeni nekaj kot minimalnega, da bi lahko rekli, da bo delovalo, da bo to, kar sem zdaj, o čem sem govoril, da bo prineslo neke rezultate. Ja, rekli smo 1%, 2%, ampak kaj zdaj to v praksi pomenilo? Da izpravim, da vsaj enkrat na dan za palec, se pravi za razum, za razmišljanje in tako. Vsaj enkrat na dan ozavestiti, kje sem uspel nekaj narediti. Kje od teh področij sem nekaj malega naredil. Kje sem se drugače odločil, čeprav bi avtomatsko po navadah bi naredil to, ne, pojem 2 keksa manj namesto 6, ki mi reče telo, ops, dan 2 nazaj. To ni veliko, še vedno sem se zadovoljil z sladkim, ampak sem pojedel 2 keksa manj, ki sem naredil namerno. To je nekaj. Namesto iti z dvigalom, lahko grem eno nadstropje peš. Če imam čas, grem namesto pavze, ne vem, kakšne predavalnice na seminarju, če sem, za pavzo grem en krog hoditi okrog. Kjerkoli, karkoli naredite nekaj, je plus.
kazalec, torej občutki, čustva, telesu moramo omogočiti, da se sprosti. Sproščanje ne pomeni, da moramo biti tako sproščeni, da smo, kot da rečejo, meditaciji, ne vem, zelo Ne, da sprostimo stres, da sprostimo napetost, aktivnost. Zdaj, imamo tudi drugi izraz za to, ko mu rečemo raztreseti se. Ne? Kadar delamo hitro, kadar šibamo, kadar moramo hiteti, kadar nam čas dela, lahko tudi sede za računalnikom ali kjerkoli, ali pa v kuhinji delamo. Ne? Delamo pod enimi veliki obrati, z veliko hitrostjo. In v redu, to ni nič narobe. In rečejo, ja, ogromno je stresa. Ne, to ni problem. Pač vedno so ljudje delali tudi hitro, tudi v preteklosti. Ampak moramo imeti pa dovolj pavz vmes, dovolj, jaz rečem, otočkov ali presledkov vmes, kjer ta napetost se lahko malo sprosti, malo raztrese. In povedal sem jih več, ampak eden je tudi ta, pač, da se usedemo in sprostimo na nek način toku dneva, ne, ali z ultradialnimi ritmi, ali z neko vajo, tehniko, kakorkoli, ali pa se usedemo in tako. Ampak to bi bilo dobro 4-krat na dan. Ne. Na ta način toku dneva, ne, tako se telo toliko umiri, da lahko začne delati neke druge procese ta čas. Se pravi, regenerira, absorbira druge snovi, obnavlja tako to, kar ima pač vsaka celica za delati, kadar je čas pavze in počitkov. To sem že omenil prej, sredinec, hrana, polno pač uredna hrana ali neki dodatki, če ne gre. Ampak to treba premisliti, katere stvari so smiselne, katere ne. Katere dobim s hrano, katere ne dobim s hrano. Zdaj, včasih so stvari, ki jih še vedno se, bi rekel, promovira ali govori, kot da so v redu, pa včasih niso kakšne stvari več v redu. Recimo piramidi, prehrambeni piramidi, ki se jo pač kot osnova jemlje za nekako zdravo hrano, pač kako gledati zdravo hrano, in je spodaj pač zelenjava, meso in tako naprej. Gor proti vrhu, danes vemo, da je to lahko dober pogled, da pa ni čisto najbolj pravi. In to zdaj vemo iz strani prav istega človeka, ki je to piramido pripravil. Doktor Maxwell, so delali v 70 letih to piramido in pol čez 20, 25 let, 30 raziskav je gotovo, da pač ene stvari so drugačne, kot so takrat mislili. Ne, tak primer je recimo, eden od primerov je kravje mleko. Ne, včasih si misli, da dobiš veliko kalcija, pa koristno, pa vse. Danes vemo, da dobijo zelo malo kalcija skozi mleko, praktično nič, oziroma tisto, kar se ga dobi, se ga razgradi, zato ker se mora nadoknaditi ob reakciji kislosti. Ampak bolj kot to je pomembno, da vemo, da je v mleku kazein, en encim, ki je dokazano, to pa lahko izjemno ogromno študij dokazanih, je karcinogen. Eno najbolj karcinogenih za telo. In to so cele knjige napisane na to in študije na tisočih ljudeh narejene. In to je točno ta isti človek, ki sem vam prej povedal, sodeloval, odkril, pisal knjige, imate filme na to temo, ampak tako pač govori se še zmeraj ono staro, od tega novega ni, čeprav je že 15 ali 20 let zunaj. In tako je za mnogo hran, ki jih pač s čas je prinesel in pokazal skozi čas, kaj je bolj res in kaj je manj res. Sam v obilici, preobilici informacij, ki jih imamo na internetu, v knjigah,
časopisih, je moja izkušnja, da so ljudje izgubljeni. Vsega je preveč protislovno, občutek, da ne vem več, kaj je prav, ali pa se za eno odloči in eno gre v eno smer in pol pokaže, da ne deluje. In ponovadi tako pridejo ljudje k meni, pa tako se oglasijo, ne deluje to, ni to, to sem prav, ne sem prav. Okej. Razumem, saj ne more biti drugače kot tako. Dajmo pogledati zdaj to celoto, videli, kje smo, kje nismo in bomo pač naredili eno ravnovesje in poskusite zdaj par mesecev s pomočjo ravnovesja dati možnost telesu oziroma organizmu in bomo videli, kaj bo telo prineslo v tem času. Jaz nimam garancije, ne morem, jaz nisem čudodelec, ampak izkušnje kažejo, da pri večini so dobri rezultati, pri mnogih celo izjemno dobri. Včasih so pa zelo majhni tudi. Tam, kjer je tkivo že toliko poškodovano, da se ne da obnoviti, pač so rezultati manjši, ampak ljudje vseeno lahko živijo bolj kvalitetno življenje. Gibanje, mezinec, tako se priporoča 5000 korakov na dan, kot eno za zdravje primerno gibalno razdaljo. Malo intenzivnejše hoje, 5000 korakov ni tako veliko, se sliši veliko, ampak v resnici je to kakšne 2 kilometra. Odvisno, kakšne korake imamo in tako, ampak v bistvu je, če naredimo to razdaljo, smo naredili za gibanje, za sproščanje misli, občutkov in čustev, za razmišljanje se preklopil, če smo v gozdu, za telesno presnavljanje in za odvajanje tekočin. Se pravi, strupo, ki jih nisem še omenil, ker ni bilo časa vključiti vseh stvari za vse nivoje. Ampak recimo eno samo gibanje, 5000 metrov za vseh 5 ravni naredi spremembo. Če naredim en kratek zaključek, povzetek. Imamo 2 možnosti. Da razmišljamo tako, kot je utečeno in v zgodovini tudi usidrano, belo-črno, se pravi dobro, slabo, zdravo, bolno. In ko pride bolezen, zdravimo. Imamo drugi način, da razmišljamo o ravnovesju, tako kot je v naravi. Smo rekli, temperatura gre vedno od tam, kjer je več, v tisti del, kjer je manj, dokler se ne uravnovesi. In približno vse stvari. Tako razmišljamo lahko o našem funkcioniranju. Če tako razmišljamo, potem lahko, oziroma je smiselno zajeti vsa področja človeka. Ne samo eno, ker če ne, efekta ne bo. Torej, vsa področja smo rekli, če vzamemo metaforo roka, glava, ki predstavlja mišljenje, kazalec, ki predstavlja čustvovanje, sredinec, ki predstavlja hrano, prstanec, ki predstavlja tekočine in mezinec, ki predstavlja gibanje. Če na vseh od teh 5 stvareh in celo roko, ki predstavlja prostor in čas, če vseh stvareh naredimo malo, za 2%, nič več, boste skozi nek čas videli razliko. Počasi, in to je veliko boljše, zato ker bo ostalo tudi trajno. S tem dosežemo nekaj, čemur smo poimenovali vitalno zdravje, ki smo ga definirali kot nekaj, kar ni idealno, ampak nekaj, kar lahko vsak doseže. Ne glede na starost, ne glede na zdravje, ne glede na denar, ki ga ima. Skratka, doseže optimalno različico sebe. Najboljše ravnotežje v sebi. In to je tisto, kar je osnova za dobro počutje in dobro delovanje telesa. Na ta način se bojo mnoge težave
problemi, ki jim rečemo mnogokrat manjše bolezni ali pa težave, same od sebe izginejo. Ker večina teh manjših stvari, bolezni so ravnotežje pač v telesu. In če naredimo drugo ravnotežje, to izgine. Za konec bi se zahvalil vsem tistem, ki ste vzdržali toliko časa, ki ste bili z mano in z nami. In vam polagam na srce, tistim, ki se boste odločili, da naredite en korak v to smer, da vztrajate nekaj časa, ker rezultati bodo. In ko bodo rezultati, bodo tudi zadovoljstvo in pol to samo sebe premika naprej. Torej, ni važno za koga, vid, sluh, gibanje, ni važno za starost, ni važno za zdravje, ni važno, kje živimo, narodnost, koža, za vse enako velja. Vsi smo v osnovi enaki, pravicah enaki, naj bi bili, ampak zagotovo smo v zdravju. Tu nam ne more nihče vzeti tega. Mi sami si določamo z načinom življenja in prehrano, ali bomo enaki in to enako izkoristili. Jaz si želim, da bi jo. Hvala lepa.